Gorenjski muzej je osrednja regionalna ustanova za varstvo premične kulturne dediščine na področju Gorenjske. S svojim strokovnim delom, zbiranjem, z dokumentiranjem, z ohranjanjem, z raziskovanjem in s predstavljanjem premične dediščine Gorenjske spodbujamo pozitivni odnos do celotne kulturne dediščine, da bi na osnovi razumevanja preteklosti razumeli tudi današnji čas, da bi krepili slovensko narodno zavest in bili stalno v dialogu drug z drugim. Svoj prispevek dajemo kulturi, znanosti, šolstvu, turizmu in prostočasnim dejavnostim. Muzej so številne zbirke, nešteti predmeti, nove razstave, dogodki, otroške delavnice in še kaj bi se našlo. A v muzeju smo ključni ljudje, ki uresničujemo njegovo poslanstvo in smo gibalo njegovega razvoja. Skrb za kulturno dediščino, zbiranje gradiva in s tem za ustanovitev muzeja je bila v Kranju prisotna že od začetka 20. stoletja. Zametki za ustanovitev muzeja so obrodili prizadevanja šele po drugi svetovni vojni. Izjemno močna ideja se je v Kranju porodila ob preurejanju Prešernovega gaja in postavitvi Prešernovega spomenika pred Prešernovim gledališčem leta 1952. V ta sklop je spadala tudi preureditev Prešernove hiše v Kranju v muzej. S 1. januarjem 1953 je bil zaposlen prvi stalni strokovni delavec in s tem je bil tudi ustanovljen mestni muzej s sedežem v Prešernovi hiši. Jeseni 1954 so bili v prvem nadstropju na ogled novo pridobljeni arheološki predmeti, etnološko, kulturno-zgodovinsko in umetnostno-zgodovinsko gradivo. Mestni muzej se je hitro širil, tako teritorialno kot vsebinsko, zato so postopno pridobivali tudi nove sodelavce. Kustodiat za umetnostno zgodovino in galerijsko dejavnost je tisti muzejski kustodiat, ki je najbolj tesno povezan z nastankom muzeja v Kranju. Muzej bil namreč ustanovljen leta 1953, takrat kot mestni muzej in že v tem letu je dobil svojega prvega strokovnega delavca, kustosa, upravnika, kasneje tudi direktorja, dr. Ceneta Avguština, ki je bil po izobrazbi umetnostni zgodovinar. Dr. Cene Avguštin se je že ob nastanku muzeja odločil, da bo muzej prirejal tudi likovne razstave in konec leta 1954 je bila prirejena prva od njih. Takrat dalje muzej kontinuirano prireja tudi razstave sodobne likovne umetnosti. Kranj je postal še zanimivejši za likovne ustvarjalce na to leta 1963, ko je bila odprta še galerija v mestni hiši. Leta 1966 pa je bila v pritlični veži in pa v veži v prvem nadstropju mestne hiše odprta za javnost tako imenovana galerija Dolinar, ki je bila postavljena sporazumno z mestno občino Kranj, kiparjem Lojzetom Dolinarjem, enim osrednjih predstavnikov slovenskega kiparstva 20. stoletja. V galeriji Dolinar so na ogled Dolinarjeve plastike, ki jih je poklonil občini Kranj. Se je pa seveda ta, galerijski del še vedno obogatil in pa krepil, tako da od konca leta 1970, začetka leta 1971, pod okriljem Kustodiata za umetnostno zgodovino deluje tudi kabinet slovenske fotografije. To pa je pravzaprav naša prva javna fotografska zbirka nasploh, to se pravi zbirka izbranih del sodobne slovenske fotografije, ki je bila ustanovljena v tistem obdobju na pobudo fotografa, fotografskega publicista Marka Aljančiča in pa
ob podpori Fotografske zveze Slovenije in Kranjskega fotografskega društva. Ob vsem tem galerijskem, dogajanju pa je seveda nastajala in se bogatila tudi umetnostno-zgodovinska zbirka, ki ima dva, večja dela, oddelek ali pa del s starejšo umetnost, v katerem izstopajo recimo baročne, poznobaročne slike, med drugim tudi predstavnika kranjskega baroka Leopolda Lajerja in pa plastike iz tega obdobja 19. stoletja in pa seveda novejši del, v katerem prevladujejo dela gorenjskih sodobnih likovnih ustvarjalcev. Muzeji po zakonskih predpisih prejemamo in hranimo gradivo in dokumentacijo vseh arheoloških raziskav, ki so izvedene na območju, za katerega je za področje arheologije pristojen posamezen muzej. Gorenjski muzej kot največji muzej na Gorenjskem, ki izvaja javno službo za področje arheologije, tako hrani najdbe z večjega dela Gorenjske. Gre za raznovrstno gradivo, ki šteje več kot 20 tisoč inventariziranih enot in se lahko meri v kubikih. V množici predvsem drobnih najdb so tudi izstopajoči primerki, kakršna sta ta dva tako imenovana lamelna oklepa, datirana v drugo polovico 6. stoletja. Odkrita sta bila v Kranju. Njuna izjemnost je v tem, da sta se ohranila skoraj v celoti. Zato sodita med najpomembnejše predmete iz arheoloških zbirk Gorenjskega muzeja. Razstava Železna nit, jaz mislim, da je lahko označena pravzaprav kot en simbol našega arheološkega oddelka v Gorenjskem muzeju. Razstavo smo zasnovali zelo interpretacijsko. To pomeni, da smo skušali vsako dobo prikazati z takim prizorom, ki ponazarja najbolj tipične pridobitve. Recimo Drulovko, ki je neolitik, smo pokazali z kočo, za maketo koče. Recimo rimsko dobo smo pokazali z planumom cerkve, kar pomeni pokristjanjevanje, slovansko dobo in tako naprej. Ta razstava je bila sijajna. Jaz moram reči, res je bila velik uspeh takrat. Najpomembnejše pa je, da smo predstavili tudi vsa takrat nova spoznanja. Recimo, da smo predstavili to veliko staroslovansko oziroma staroslovensko grobišče, ki je v Kranju z izborom najboljšega materiala. Skratka, upoštevano je bilo praktično vse pomembno gradivo, ki se je nabralo v Gorenjskem muzeju vsa desetletja po ustanovitvi muzeja. In Kranj je tako bogat s svojo preteklostjo, za svojo zgodovino, seveda tudi z arheološkimi najdbami, da bi si zaslužil pravzaprav mnogo več, kot trenutno imamo v Kranju prikazano. Smo v Kranjski kostnici, ki je mogoče eno najbolj zanimivih prostorov spomina, če smem tako reči. Namreč tlele se prav zaradi arheoloških izkopavanj, ki so potekala v 70. letih prejšnjega stoletja, seznanimo s plastmi, ki segajo nazaj do najstarejše poselitve v neolitiku. Tam, kjer danes vidimo to znamenito kranjsko cerkev iz 15. stoletja, so stale cerkve že zdavnaj prej, najmanj iz 6. stoletja našega štetja. Zgradijo poleg cerkve tudi baptisterij ali krstilnico.
Kostnica, ta okrogla iz 13. stoletja, pa je bila v 14. stoletju od grofov Ekhov nadomeščena. Zgradili so svojo lastno kapelo. Kapela sama konča potem v požaru 1668 in vse v te ostanke shranjujejo kasneje, posebej v 18. stoletju, ko je bilo v Kranju velika kuga, ogromno ljudi naenkrat umre, zatrpajo v te ruševine kosti. Ko arheologi odprejo v 70. letih, najdejo kupe kosti, kupe izjemnih podatkov v preteklosti in ta prostor dejansko izpričuje najbogatejši del, najbolj kompleksen del kranjske preteklosti. V zbirki etnološkega kustodiata smo v 70. letih obstoja zbrali preko 10.000 inventarnih enot predmetov. In med najimenitnejšimi so poslikano pohištvo in drugi predmeti ljudske umetnosti, pa tudi recimo obleke stare 100 in več let, mnogo orodja. Vsi ti predmeti pravzaprav nam približujejo ljudi v njihovih različnih načinih življenja od 15. stoletja do druge polovice 20. stoletja, ko imamo množico najrazličnejših predmetov. Mestnemu muzeju v Kranju so leta 1957 priključili Pokrajinski muzej za Gorenjsko in ga leta 1961 ob 20-letnici vstaje preimenovali v Muzej revolucije v Kranju. To je bil čas, ko je Andrej Valič izvedel tudi nekaj arheoloških raziskav. Drulovka, Bobovek in Kranj, ki so postale jedro arheološke zbirke. Leta 1963 so združili Mestni muzej in Muzej revolucije v Gorenjski muzej s sedežem v Kranju. Upravni in razstavni prostori so mu bili dodeljeni v Prešernovi hiši, Mestni hiši ter v stavbi nekdanjega župnišča na Tavčarjevi ulici. Konzervatorsko-restavratorski oddelek Gorenjskega muzeja je specializiran za konzerviranje in restavriranje arheološkega gradiva, etnoloških predmetov, kulturno-zgodovinskih predmetov, umetnostno-zgodovinskih predmetov in pa predmetov sodobnosti. Materiali, iz katerih so te predmeti narejeni, so zelo raznoliki. Razlikujejo se tudi po starosti in pa po stopnji ohranjenosti. Na oddelku se trudimo in zavzemamo, da bi zagotovili optimalne pogoje hranjenja in pa razstavljanja z nadzorom mikroklime in pa osvetlitvijo in pa z rednim preverjanjem stanja teh predmetov. Preventivna konzervacija je ključnega pomena za ohranjanje kulturne dediščine. Na oddelku izdelujemo tudi kopije predmetov, embalaže za muzealije in dokumentiramo vse postopke konzerviranja in restavriranja ter analize in pa raziskave. Predmete tudi digitaliziramo, kar nam omogoča lažje sledenje predmetov in pa raziskovanje. Nudimo tudi strokovno pomoč javnosti in ozaveščamo
o pomenu konzervacije in o pomenu in ohranjanju kulturne dediščine. Oddelek za starejšo zgodovino je zaživel po letu 1964. Ustanovljen je bil z namenom, da se ukvarja z bogato preteklostjo in dediščino Gorenjske od srednjega veka do začetka 20. stoletja. Skozi desetletja so tako na oddelku nastajale različne zbirke. Zelo zanimiva in dragocena je zbirka listin, ki dokumentira različne pravne posle in življenje od 14. do 18. stoletja. Izredno bogata in zanimiva in lahko rečemo tudi izstopajoča v gorenjskem prostoru je zbirka starih razglednic, ki danes šteje nekaj manj kot 4000 kosov. Dokumentira naša gorenjska mesta in vasi od konca 19. stoletja tja do II. Svetovne vojne. Ob tem je nastajala tudi zbirka drobnega tiska, ki dokumentira delovanje gospodarskih subjektov, socialnih ustanov, društev in tudi posameznikov. Omenila bi še numizmatično zbirko, kjer hranimo zanimive kose kovancev, bankovcev in drugih plačilnih sredstev od 18. stoletja do današnjih dni. V Gorenjskem muzeju je imelo raziskovanje novejših obdobij vedno pomembno mesto. Takoj v prvih desetletjih delovanja muzeja so se muzealci ukvarjali predvsem z obdobjem II. Svetovne vojne, z obdobjem okupacije, partizanskega boja, revolucionarnega gibanja. V 70. letih pa so začeli pripravljati prve razstave, na katerih so obravnavali povojno dogajanje na Gorenjskem. Kustosinja Nada Kolinski je v 80. letih začela načrtno zbirati predmete in drugo gradivo, ki se nanaša na obdobje druge polovice 20. stoletja in je postopno oblikovala novo zbirko novejše zgodovine. Zbirala je aktualno gradivo, ki je pričalo o sodobnem času in na ta način oblikovala novo muzejsko zbirko drobnega tiska novejše zgodovine. Danes zbirke predmetov novejše zgodovine se nekako dotikajo številnih področij življenja na Gorenjskem, zajemajo vse od družbeno-političnega dogajanja, gospodarskega razvoja, socialnih procesov, kulturnih, športnih dogodkov in seveda vsakdanjega življenja. Med predmeti v zbirkah so najbolj številčni tisti, ki govorijo o industriji, torej izdelki gorenjskih tovarn, raznovrstna embalaža, oprema stanovanj, javnih prostorov, oblačila, stroji, orodja in seveda drugi predmeti široke uporabe. V zbirki drobnega tiska najdemo številne plakate, razglednice, prospekte, kataloge. Vse to nam govori o preteklosti Gorenjske v zadnjih 50 letih. Knjižnica Gorenjskega muzeja je knjižnica s področja kulture in je po svoji vrsti specialna.
To pomeni, da hrani specialno posebno gradivo, ki je povezano z dejavnostmi, ki so zastopane v Gorenjskem muzeju. Na prvem mestu arheološko gradivo, potem gradivo povezano z etnologijo, zgodovino, umetnostjo in umetnostno zgodovino, kulturno zgodovino, domoznanstvom in bibliotekarstvom. Knjižnica Gorenjskega muzeja hrani 4 posebne zbirke. Na prvem mestu omenjam Prešernijano, zbirko, ki je povezana tudi z Prešernovo hišo v Kranju. Hrani pa predvsem tisto gradivo, ki je povezano z ustvarjanjem in življenjem ter delom Franceta Prešerna. Druga taka pomembna zbirka je domoznanska zbirka Gorenjski kraj in ljudje, ki hrani gradivo, ki je nastalo na Gorenjskem, ki so ga ustvarjali gorenjski avtorji ali pa je povezano z avtorja, ki je ustvarjal na Gorenjskem. Tretja zbirka so razstavni katalogi. Ta zbirka je zbirka, ki je najobsežnejša v Gorenjskem muzeju. Nastaja pa tako, da si različne ustanove tako v Sloveniji kot v tujini izmenjujemo publikacije, ki jih posamezni muzeji izdajamo. Četrta zbirka je pa najnovejša zbirka, to je zbirka slikarja Ivana Franketa, ki je v muzej prišla potem, ko so se dediči slikarja odločili, da slikarsko zapuščino podarijo Gorenjskemu muzeju, knjižnici pa vse tiste knjige, ki jih je slikar hranil v svoji knjižnici. Knjižnica je odprta za javnost, kar pomeni, da se v knjižnici lahko oglasijo tako zunanji obiskovalci, večinoma pa knjižnico obiskujejo študenti in dijaki, ki jim knjižnica nudi pomoč pri pripravi naprimer seminarskih nalog, diplomskih nalog, magistrskih nalog. Je pa knjižnica tudi vključena v javni sistem Kobis, kar pomeni, da je del gradiva že vidnega na Kobisu, del gradiva pa še čaka na vnos. Prešernova hiša v Kranju je prostor, kjer se je pravzaprav zgodba Gorenjskega muzeja z novim letom 1953 začela. Potem, 11 let kasneje, 8. februarja 1964, pa je bila tukaj odprto prav samostojna razstava o Francetu Prešernu. Prvo nadstropje te hiše je Črtomir Zorec, prvi kustos Prešernovega spominskega muzeja, opremil z originalnim pohištvom in celo vrsto predmetov in literature, knjig in drugih spisov in faksimil, ki so govorile to zgodbo o Prešernovem ustvarjanju. Leta 2000-2001 je stekla celovita prenova Prešernove hiše. Beba Jenčič je ob tej priložnosti pripravila novo stalno razstavo v teh istih prostorih. Ob 220. obletnici rojstva pa smo pravzaprav razstavo še enkrat prenovili, jo razširili. Namreč cilj je bil stopiti v korak s časom in našim obiskovalcem Prešerna čim bolj približati skozi različne spoznavne stile. Zato smo v našo razstavno pripoved pravzaprav vključili veliko likovne umetnosti, tudi glasbo, tako da je pravzaprav na ta način Prešeren še bližje obiskovalcu. Leta 1991 je občina Kranj ob 500-letnici Kranjske župne cerkve župnijskemu uradu vrnila stavbo starega župnišča.
v katerem je muzej imel svoje upravne in razstavne prostore. V stavbi župnišča je ostala le konservatorska delavnica. V letih 1992–1993 je sledila selitev v jugovzhodni trakt gradu Kieselstein, kjer so bili prostori za upravo, kustodijate, fototeko in knjižnico. Leta 2008 je mestna občina Kranj pridobila evropska sredstva za prenovo gradu Kieselstein. Dela so bila zaradi recesije in propadlih gradbenih podjetij končana šele leta 2012. Galerija Prešernovih nagrajencev je galerija s posebnim poslanstvom. Kako to, da je pravzaprav nastala v Kranju, se moramo ozreti nekaj let nazaj, tja do leta 1995, ko smo v Kranju pripravili prvo prodajno razstavo Slikarji za Prešernovo mesto. Na začetku je galerija imela svoje prostore v Ravnikarjevi dvorani mestne občine Kranj. Leta 2001 pa smo jo preselili v staro mestno jedro, v znamenito renesančno Pavšlerjevo hišo. Prvo razstavo v teh novih prostorih je imel prav kranjski slikar in grafik Vinko Tušek, čigar njegov velik opus hranimo tudi v naši stalni zbirki. Takrat pa je tudi dozorela ideja, da bi v Kranju postavili stalno zbirko, postavili galerijo posvečeno prav tem nagrajenim umetnikom. In res počasi v teh dobrih 25 letih je nastala zbirka, ki obsega preko 1400 del. Zbirka, ki obsega prav vse zvrsti likovne umetnosti in predstavlja res pregled slovenske sodobne likovne umetnosti. V muzeju v Bohinju so bili dolgo časa dislocirana enota Gorenjskega muzeja. V letu 2024 je upravljanje z muzeji prevzel javni zavod Turizem Bohinj. Sicer pa muzeji v Bohinju obsegajo 3 muzejske hiše: Oplinovo hišo pod Stodorom, Planšarski muzej v Stari Fužini in muzej Tomaža Goca v Bohinjski Bistrici. V zadnjih 10 letih nam je uspelo prenoviti razstavo v Planšarskem muzeju in pa postaviti novo razstavo v muzeju Tomaža Goca. Ta razstava je zelo obsežna in predstavlja zgodovino Bohinja od naselitve pa vse do druge svetovne vojne. V muzejih v Bohinju smo pripravili tudi občasne razstave, predvsem z lokalno tematiko, da smo domačinom približali našo zgodovino. Lahko so bile to arheološke, umetnostno-zgodovinske, zgodovinske ali etnološke razstave. Poleg bogatega andragoškega programa pa smo imeli tudi razne pedagoške delavnice. V Oplinovi hiši smo vsako leto ličkali koruzo v jesenskem času in sprejeli otepavce decembra. Pogosto pa smo tudi sodelovali v poletni muzejski noči, kjer smo šivali po starem. Nova spoznanja in pristopi pri muzejskem delu so narekovali tudi potrebo po novih profilih muzejskih poklicev. Kustosinje za pedagoško in andragoško dejavnost, kustosinje dokumentalistke in skrbnice depojev ter kustosinje za odnose z javnostmi.
Delo kustosa pedagoga predstavlja predvsem delo z obiskovalci muzeja in spodbujanje k aktivni udeležbi pri spoznavanju naše skupne preteklosti oziroma naše dediščine. Predvsem gre za vodstva po različnih razstavah in izvajanje različnih pedagoških in andragoških delavnic, na katerih se obiskovalci seznanijo z življenjem nekoč in na ta način preteklost lažje razumejo in se na ta način tudi več naučijo. V muzeju imamo različne skupine obiskovalcev, zato se pedagogi trudimo, da vsaki skupini izkušnjo obiska muzeja čim bolj prilagodimo. Med svojim delom širimo in poglabljamo ponudbo pedagoških in andragoških dejavnosti in tako obiskovalcem polepšamo obisk muzeja. Le na ta način se bodo obiskovalci spet vrnili in naslednjič s seboj še koga pripeljali. Zavedanje o pomenu urejenega arhivskega in dokumentarnega gradiva za zanamce sega v čas ustanovitve Gorenjskega muzeja. Nova spoznanja na področju muzeologije so skladno s trendi sodobnega časa na prelomu 20. in 21. stoletja zahtevala kadrovsko okrepitev na področju muzejske dokumentacije. V osnovnem pomenu besede je dokumentacija zbiranje, hranjenje in zapisovanje podatkov o posameznih predmetih v zbirki. Določa ustaljene postopke, ki so v pomoč pri upravljanju s podatki o predmetih. Ti podatki so ravno tako pomembni kot predmeti sami. Ko so podatki enkrat zajeti in zapisani, jih upravljamo s pomočjo dokumentacijskega sistema. V Gorenjskem muzeju je inventariziranih preko 80.000 raznovrstnih muzealij, vključno s fotografijami, razglednicami, plakati, listinami. Z digitalizacijo se uporabnikom muzejskega gradiva skrajša pot do podatkov o gradivu, ki ga hranimo. Rokovanje z njim pa je omejeno na minimum. Pri procesu muzejske dokumentacije in njene računalniške obdelave nas vodi zavedanje, da so podatki tisti, ki nas preživijo. Oddelek za odnose z javnostjo je v bistvu poleg pedagoškega oddelka in pa oddelka za dokumentacijo najmlajši oddelek v Gorenjskem muzeju in pravzaprav smo še vedno eden redkih muzejev v Sloveniji, ki ima posebej nekoga, zaposlenega človeka, ki se ukvarja s PR-om oziroma z odnosi z javnostmi. Tukaj se marsikdaj pojavi vprašanje, kako javnosti, zakaj množinski samostalnik. Imamo različne javnosti, s katerimi se komunicira na različne načine. Na eni strani so to naši redni obiskovalci, pa so šolske skupine, otroci iz vrtca, so naši financerji, so predstavniki mestne občine Kranj, turisti, turistični delavci, pravzaprav z vsako publiko, z vsako javnostjo je potrebno navezati stik, te stike tudi ohranjati in se truditi seveda za promocijo dogodkov, razstav oziroma stvari, ki jih počnemo in pa seveda med javnostjo buditi zanimanje in zavedanje o kulturni dediščini, ki jo hranimo v muzeju. Po prenovi kompleksa Kieselstein je bila v gradu odprta nova stalna razstava Gorenjskega muzeja Prelepa Gorenjska, na katero so sodelavci muzeja izredno ponosni, saj je zasnovana kot sprehod skozi čas v 12 epizodah. Razstavne zgodbe o Gorenjski in ljudeh pripoveduje več kot 1300 muzealij,
Vsebino posameznih sob povzemajo izbrani verzi iz Prešernovih poezij in ljudske pesmi. Razstava je osrednji razstavni prostor Gorenjskega muzeja, kar je bila dolgoletna želja zaposlenih. V vseh letih delovanja je muzej sodeloval pri postavitvah številnih stalnih zbirk. Prešernova rojstna hiša v Vrbi, Liznjakova hiša v Kranjski Gori in Oplenova hiša v Bohinju. V zadnjih letih pa pri muzejskih vsebinah v Petrovčevi hiši v Cerkljah na Gorenjskem in v okviru študijskega krožka pri postavitvi Slamnikarskega muzeja v Domžalah. Izredno bogat vir dokumentacije je muzejska fototeka, ki danes šteje prek 350.000 negativov, diapozitivov in fotografij ter izvirnih starejših fotografij, ki ilustrirajo dogodke iz zgodovine Gorenjcev. Fototeka je v osnovi namenjena interni uporabi strokovnih delavcev za raziskovalno, razstavno, pedagoško in publicistično dejavnost. Na voljo pa je tudi zunanjim uporabnikom. Fotografije iz muzejske fototeke so eden najbolj izpovednih načinov pripovedovanja o preteklosti. So dokument, na katerem so skozi objektiv fotoaparata ujeti minljivi trenutki, ki so ohranjeni za prihodnost. Če se zavedamo ali ne, vsaka dediščina nastane najprej v domačem okolju in v poznanih skupnostih. Ko se odločimo dragocen predmet, fotografijo, zgodbo, modrost ali hišo, staro tovarno in še marsikaj drugega, ohraniti za naše potomce. Mnogi svojo pripadnost dediščini izkazujete z obiskom razstav in drugih dogodkov, s prebiranjem muzejskih publikacij in družbenih omrežij. Hvala vam, da pomagate širiti glas o gorenjski dediščini.